Naslov mojega prispevka je Brez zavor. Čeprav, če bi hotel biti še bolj natančen, bi spredaj v oklepaj morala dodati en skoraj, zakaj bom kmalu povedala. Govorila bom pa, kot je že Maša povedala, o slikanicah s problemsko tematiko, ki jih je presenetljivo veliko. Slikanice so sicer velikokrat polne heca in tudi prav je, da majhni otroci v svet književnosti vstopajo z večine skozi igrarije in zabavne, pretežno brezskrbne dogodivščine simpatičnih junakov. Po drugi strani pa gre tudi v slikanicah lahko zelo zares. Nekateri avtorji znajo sicer resno temo združiti z bolj hecnim pristopom, nekatere teme pa tega seveda niti ne dopuščajo. Če se ozremo po slikanicah, ki so pri nas izšle v zadnjem desetletju, torej tako izvirne slovenske kot prevedene, bomo ugotovili, da skoraj ni problemske teme, ki se je slikanice ne bi drznile lotiti. V tem so torej precej podobne mladinskim problemskim romanom. Je pa res, da v zvezi s slikanicami lahko govorimo o dveh kategorijah knjig, ki se ukvarjajo s problemskimi temami. Od tistih, ki obravnavajo specifične probleme najmlajših, tu imamo v mislih odvajanje od dude, sprejemanje sorojenca, obravnava različnih stanj in čustev, ki so bolj pogosto prisotna pri mlajših otrocih, na primer trma, nočni strahovi, ljubosumje in podobno. Teh slikanic je na našem tržišču kar nekaj, pogosto izhajajo v serijah. Celo Lekarna Ljubljana ima na primer celo serijo prevedenih slikanic, Čas pred zasloni, Nič več dude, Nič več plenic in tako naprej, kar pomeni, da te izdaje niti niso več vezane samo na literarne založbe. Te teme se pojavljajo že celo tudi v obliki kartonk, na primer ena ameriška serija je pri nas prevedena z besedami Ne žalimo, z nogami ne brcamo in tako naprej. Je pa za veliko teh knjig značilno, da so na koncu opremljene tudi z nekimi didaktičnimi napotki za starše. No, potem pa so tu še slikanice, o katerih bom pa danes govorila. To so pa tiste, ki se lotevajo bolj univerzalnih problemskih tem, ki torej presegajo neko obdobje odraščanja otroka in vprašanja v navednicah vsakodnevne vzgoje. Kar seveda ne pomeni, da te knjige ne pomagajo vzgajati, še kako to počne. Male bralce namreč vzgajajo v razgledane, empatične posameznike. Miha Kovač je v enem intervjuju rekel, da je knjiga odličen trening za empatijo. In jaz mislim, da to absolutno velja tudi za slikanice, pa ne samo tiste, v katerih gre za res, ampak tudi za tiste, v katerih gre za hec. Na nas pa je, da poskrbimo, da otrokom res pridajo v roke, da ob njih odraščajo in kar tako mimogrede ponotranjijo vse pozitivne zglede in sporočila. Je pa res, da je ravno ob problemskih slikanicah včasih le na mestu nek moder premislek o tem, kdaj komu ponudimo katero, saj so nekatere teme le bolj delikatne od drugih. In te slikanice so vsekakor tiste, za katere velja, kar je v eni svojih knjig Janet Evans, avtorica in urednica knjig o slikanicah, nekoč napisala, in sicer ni dovolj, da knjigo le preberemo, o njej se moramo tudi pogovarjati. Katere problemske teme torej najdemo v slikanicah, ki so v zadnjem desetletju prišle na naše knjižne police? Na tem mestu jih bom samo naštela, toliko, da pokažem, kako brez zavor oziroma brez meja se avtorji tudi v književnosti za najmlajše lotevajo prikazovanja sveta, torej v tem primeru predvsem temnih plati sveta. V nadaljevanju bom pa predstavila nekaj konkretnih primerov. Tule ob meni je en kupček knjig, ki se mi zdijo iz različnih razlogov, ki jih bom tudi pojasnila, še posebej zanimive. Skratka, teme, ki jih najdemo v slikanicah pa so smrt, medvrstniško nasilje, družinsko nasilje, šolsko nasilje izvajano s strani avtoritete, telesna hendikepiranost, bolezni,
duševne motnje, begunstvo, brezdomstvo, drugačnost oziroma strah pred drugačnostjo, bodisi na podlagi videza, bodisi državljanstva, navad, naravnanosti do sveta. Potem vprašanje spolne identitete, osamljenost, bodisi otroka, bodisi odraslega, posvojitev. S tem, da tu moramo opozoriti, da seveda ni vsaka knjiga, ki govori o posvojitvi, nujno problemsko naravnana, kar velja tudi za nekatere od ostalih naštetih tem. Ločitev, ksenofobija in rasna diskriminacija, vojne, diktatorstvo, ekološko problematiko seveda najdemo, tu se pojavlja od vprašanj recikliranja do plenjenja morja in brezglave urbanizacije, skratka zelo širok nabor, in pa zasvojenost z družbenimi omrežji. Lansko leto pa je šla tudi ena slikanica, ki se ukvarja s pastmi spletnih klepetalnic. Skratka, kot vidite, kar tak lep, pester nabor tem se najde. Za uvod bom predstavila eno slikanico, ki k problemom pristopa zelo na splošno. In sicer jaz bom kar takole vam knjige kazala, upam, da se bo videlo. Kaj storiš s problemom? Knjiga, ki jo je napisal Kobi Yamada, ilustrirala pa kitajska ilustratorka. Problem v njej je zelo abstrakten. Upodobljen je takole, kot en temen oblaček nad likom dečka, ki postaja vse večji in seveda tudi vedno bolj moteč. Sporočilo slikanice pa je, da se je treba s problemom soočiti in da lahko problemi v sebi skrivajo tudi priložnosti. In sicer, da se naučimo biti pogumni in da dejansko nekaj ukrenemo, storimo nek korak. Zdaj, ob nekaterih od prej omenjenih tem oziroma problemov, ki lahko prizadanejo glavnega junaka, se zdi to lahko tudi malce naivno, ampak ob manjših težavah pa takšno gledanje ni napačno in ga, po mojem, velja predstaviti otrokom. Zdaj pa gremo k bolj konkretnim problemom. Tule imam knjigo Vprašanje za babico, Nine Mauch-Hrovat in Marte Bartol. Avtorica se loteva resne teme, ampak na zelo neobremenjen način. Vnuk takole izgleda recimo ena ilustracija. Vnuk ves čas sprašuje babico, kdaj bo umrla, in ona mu odgovarja, zdaj ne, ker moram skuhati kosilo, zdaj ne, ker se gremo voziti s kolesom in tako naprej. Na koncu se pa le pozanima, zakaj vnuka to tako zanima, in deček odgovori, da upa, da še dolgo ne bo umrla, ker je najraje na počitnicah pri njej. Skratka, ena taka topla knjiga, kot nalašč za medgeneracijsko branje in odlično izhodišče za pogovor o smrti, pa čeprav v tej knjigi, za razliko od nekaterih, v katerih se otroci soočajo bodisi s smrtjo svojih hišnih ljubljenčkov, bodisi družinskih članov, v tej knjigi vsi ostanejo živi. Še ena zelo nenavadna slikanica o smrti je ferska slikanica Sploščeni zajec. V njej pes in podgana naletita takole, naletita na mrtvega zajca in ne vesta čisto, kaj bi z njim naredila, in tuhtata, dokler se jima ne utrne ena precej nenavadna ideja. Na trenutke je to prav zabavna slikanica, ki pa odpira en kup vprašanj, z odgovori pa ni radodarna. Predvsem se mi zdi pa pomembno, da iz nje ves čas seva sočutnost. In ravno zaradi tega se mi zdi tudi dragocena, ker nam pokaže, da ni nujno, da na vsako vprašanje sploh najdemo odgovor, oziroma da ne obstaja vedno samo en pravilen odgovor, in da nam včasih že samo zastavljanje vprašanj daje neko širino. No, ko sem razmišljala o slikanicah, ki se ukvarjajo s smrtjo, sem se čisto mimogrede spomnila na eno knjigo, ki jo imam že dolgo časa doma, švedske avtorice, ki je nasploh znana po tem, da poskuša komplicirane koncepte in pojme predstaviti otrokom prijazno. Knjiga o smrti.
Gre za slikanico, ki niza bolj in manj resne in zaresne informacije o smrti, kar pa v kombinaciji z ilustracijo počne na precej, bi rekla, bizaren način. Tukaj, recimo, upam, da se bo videlo en primer. Tukaj, ko človek umre, lahko postane okostnjak, ki straši, lahko pa okostnjak, ki samo leži in je tiho. In v bistvu različne okoliščine povezane s smrtjo v bistvu nekako na takole norčav način predstavlja. Tako čisto mimogrede, če bi koga zamikalo pogledati med platnice, na kakšne načine vse ustvarjalci pristopajo k temi smrti. No, tule imam en primer zelo zaresne slikanice, Tata zmaj, Patricije Peršolja in Silvana Omrezuja, ki obravnava družinsko nasilje. Po eni strani se dogaja zakamuflirano otroško igro skrivalnic, s čimer poskuša mama otroka obvarovati, saj deloma pred tem, kar se dogaja med njo in dečkovim očetom. Po drugi strani je pa to nasilje tudi zelo direktno. Mama je recimo tudi upodobljena takole s fizično poškodbo, torej z buško. Zelo močna knjiga o družinskem nasilju, katere pretresljivost se še potencira ravno s tem nasprotjem med nedolžnostjo otroške igre na eni strani in pač to fizično zlorabo na drugi. Je pa treba v zvezi, ne samo v zvezi s to, ampak nasploh nekaterimi slikanicami problemskimi upoštevati to, da je treba biti previden, kdaj katero slikanico predstaviti in komu. Namreč mislim, da tu velja enako, kot se v strokovni literaturi opozarja s problemskimi mladinskimi romani in na kar je tudi Tilka že opozorila. Raj se ne lotevajte tem, ki utegnajo biti v primeru, da kakega otroka zelo direktno nagovorijo, prezahtevne oziroma bi presegle vaše kompetence in bi potrebovale obravnavo oziroma prisotnost psihologa, socialnega delavca ali koga podobnega. Tule imam še eno zelo zanimivo slikanico, Mizarjeva zgodba baskovskega ustvarjalca, ki s pomočjo absurda prikaže uničujočo slo po vojskovanju, po vojni in uničevanju. Nekoč je živel izjemno spreten mizar, ki nekega dne dobi nenavadno naročilo za nekega barona, ki je v bitki izgubil roko, naj bi izdelal novo roko. Mizarju to dejansko uspe in tale baron, tukaj je upodobljen, že z leseno roko, je tako navdušen, da celo pravi, da je boljša od njegove prave roke in nemudoma teče naprej uničevati sovražnika in potem izgubi drugo roko in potem izgubi obe nogi, ampak ker je mizar tako dober, se baron lahko še naprej vojskuje, dokler ne izgubi glave. Tudi to mizar izdela, ampak ko jo namestijo na barona, pa ne kaže nobene namere več potem, da bi šel v boj. In takrat si v resnici vsi okoli njega oddahnajo in rečejo, lesena glava je brez dvoma boljša kot njegova prava. No, ta knjiga se mi zdi pa tudi dobro izhodišče za pogovor o predanosti svojemu delu. Namreč oba, mizar in baron, sta popolnoma predana temu, kar počneta, ampak med njima obstaja velikanska razlika. Eden izdeluje, drugi uničuje, celo življenja. Kar nas seveda avtomatično lahko pripelje potem do pogovora o tem, kje so meje, kaj je prav, kaj je narobe in tako naprej. Tule imam eno slikanico, ki sem jo izbrala na ekološko tematiko. Najlepši kraj, Saše Pergar in Ane Razpotnik-Donati. Zdaj, kot sem že uvodoma omenila, na temo ekologije kar precej slikanic obstaja. Je pa marsikatera precej klišejska oziroma marsikatera ne najde nekega inovativnega pristopa k problematiki uničevanja okolja.
No, ta se mi pa zdi, da zelo nazorno s pomočjo stopnjevanja prikaže problem divje urbanizacije in tudi turistizacije. Je torej tudi po tematski plati nekoliko posebna in zanimiva. Nek človek najde nek griček, kjer zelo uživa in zanj postane najlepši kraj, ampak potem čez nekaj časa nanj se zida cesto, zato da mu ni treba vedno peš, potem si na vrhu postavi hišo, potem se nekega dne spomni, da bi lahko ta prečudovit razgled prodajal in tako naprej, dokler hrib ne izgleda takole. In takrat se človek odloči, da to ni več zanj, vzame pot pod noge in gre poiskat nov najlepši kraj. Ta slikanica torej odpira številna vprašanja o človekovem poseganju v naravo, o tem, kje živimo ali bi želeli živeti. In se mi zdi, da je skupaj z barvitimi, zabavnimi, rahlo karikaturnimi ilustracijami Ane Razpotnik-Donati kot nalašč, da se k tem vprašanjem pristopi že v krogu vrtčevskih otrok tudi lahko. Potem imam tukajle Mavrično maškarado. Gre za prvo avtorsko slikanico, torej Ob izidu je bila prva avtorska slikanica Alenke Spacal. Jaz sem jo sprva brala kot problemsko slikanico, ampak sem potem pravzaprav ugotovila, da to čisto zares ni. Odpira vprašanje spola, ampak v bistvu ne problemsko naravnano, razen v toliko, da se glavna junakinja, tale Želva, v nekem trenutku zmede, ker ugotovi, da pravzaprav ne ve, katerega spola je. Ali je Želva ali je Želvak. Verjetno se sprašujete, zakaj jo potem omenjam. Zato, ker me je pripeljala do enega pomembnega vprašanja. In sicer, ali vendarle je kakšna tema, ki presega okvire slikanic oziroma recepcijske zmožnosti otrok, ki so v slikaniškem obdobju. Zdaj, recimo, ravno koncept spola, ki je obravnavan tu, se zdi meni osebno precej kompleksen, za sabo ima pač biološki kontekst, pa sociološki kontekst, in se mi zdi, da je vse skupaj mogoče za pač predšolske otroke ali pa otroke prve triade kar malo prezahtevno. Zdaj, recimo, spomnim se enega intervjuja z znanim založnikom Klausom Flugejem, torej Klaus Fluge, ustanovitelj britanske založbe Andersen Press, sicer ki je znana predvsem po slikanicah in velikih imenih literarnih in ilustratorskih. Skratka, v nekem intervjuju so ga spraševali o kontroverznih in zahtevnih slikanicah in naštevali neke teme, ki bi jim pač jaz rekla problemske teme. Med drugim se je omenjal tudi samomor in ta založnik je rekel, da recimo on osebno ne ve, kaj bi s temo samomora počel v slikanici. Kako je, na primer, s temo drog, pa kriminala, pa spolnih zlorab? Slikanice se lotevajo tudi vsega tega. Meni osebno se pa zastavlja vprašanje, kdaj neka tema, s katero se sam ni srečal, otroka v večji meri zbega, kot pa mu razširi obzorje. Zdaj, mene zelo žal, da ne sedimo v istem prostoru, ker bi si verjetno na to temo lahko zanimiva mnenja izmenjali. Tako vam pa tole kost za glodanje samo predajam v vaše dnevne sobe ali pisarne. Naslednja slikanica, ki sem jo izbrala, oziroma naslednji dve sem že nekajkrat predstavila ob nekih drugih okoliščinah, sta taki priročni in zelo zanimivi. Avstralska knjiga Prostor na skali. Na prvi pogled taka precej klasična slikanica, v njej dva tjulnja pred nekimi ogrožajočimi okoliščinami bežita in naletita na eno skalo, ki pa je že poseljena z drugimi tjulnji, ki jo odganjajo. Torej, lahko bi rekli, da gre za zgodbo o begunstvu, nesprejemanju drugega. Ko pa pridemo do konca, nas avtorja povabita, da jo preberemo še enkrat, tokrat
od konca proti začetku. In zgodi se, da nam zdaj popolnoma iste besede in popolnoma iste podobe govorijo nekaj čisto drugega. Prej izključujoča zgodba, zdaj postane vključujoča. In se mi zdi, ne samo knjiga, ob kateri se lahko odlično pogovarjamo z otroki o strpnosti, nestrpnosti, sprejemanju drugega in tako naprej, ampak tudi o tem, da ima vsaka stvar dve plati in kako malo je treba, da se nam stvari pokažejo drugačne, kot so se nam zdele na prvi pogled. Se mi zdi, da ta slikanica to res tako zelo konkretno, zelo fizično prikaže. Naslednja je portugalska slikanica Nihče čez črto. To sem izbrala kot primer problemske slikanice, pri čemer pa je pristop k temi pravzaprav precej zabaven. V tej knjigi se nek general zelo samovoljno odloči, da nihče ne bo smel na desno stran. Zato na levo stran postavi tegale stražarja in mu naroči, da mora vsem povedati takole. Gospod general si pridržuje pravico, da tistole stran pusti prazno, da bo lahko korakal to zgodbo, kadarkoli se mu zahoče. Leva stran je seveda vedno bolj polna likov, desna stran pa ostaja prazna, dokler se ena žoga ne zakotali tja in potem grejo stvari svojo pot. Na prvi pogled torej zelo igriva, zabavna knjiga, otroci se lahko tudi pomodijo ob pač iskanju teh likov, med njimi so nekateri zelo odbiti in sledenju nekim mini zgodbicam povezanim z njimi. Po drugi strani pa ta slikanica tematizira položaj moči oziroma zlorabe le-tega, se sprašuje o smiselnosti oziroma nesmiselnosti ukazov, sprašuje se o pravičnosti, o svobodi, skratka, zastavlja si zelo pomembna vprašanja. In se mi zdi en tak res odličen spoj zabavnega in zelo resnega. Potem je tukajle Mravljinčar Franc, to je slikanica o drugačnosti. Sicer vsebinsko nič tako zelo posebnega. V tem primeru je glavni lik mravljinčar, ki se na grozo vseh ostalih mravljinčarjev rodi s kratkim jezičkom. Zaradi tega je deležen posmeha, njegova drugačnost ga spravlja v stisko, veliko prejoka, dokler ne ugotovi, da zna tudi sam nekaj, česar pa drugi ne znajo oziroma zmorejo. No, je pa ta slikanica posebna in inovativna po likovni plati. Gre namreč, upam, da se kaj vidi, gre namreč za tako imenovano šivanko. In se mi zdi zanimiva ravno zato, ker se ob njej lahko pogovarjamo tudi o drugačnih slikanicah, torej o raznovrstnosti slikanic. In se mi zdi, da ravno na ta način, ko otrokom različne pristope pokažemo, da jih lahko nekako še dodatno spodbudimo k raziskovanju knjižnih svetov. Naslednja, ki sem jo izbrala, je pravzaprav na isto temo, torej drugačnosti, Ferdo, veliki ptič, Andreje Peklar. Tudi to sem izbrala predvsem zaradi inovativnega pristopa oziroma zato, ker gre spet za malo drugačno slikanico, tokrat za slikanico brez besedila. In se mi zdi, da je to lahko sploh en fin izziv za otroke, da primerjajo zgodbe o drugačnosti, do katerih so prišli na podlagi opazovanja teh ilustracij. Sicer pa glavni junak, Ferdo, sprva svoje drugačnosti niti ne opazi in tudi drugih ne moti, zato ker imajo od nje korist. Ko pa izprazne vodno zalogo celega mesta, ga pa nemudoma naženejo in ptič pravzaprav šele takrat začuti izločenost in osamljenost. No, ta slikanica je likovno zelo izčiščena, v njej ni recimo neke kopice zagonetnih detajlov, tako da se mi zdi tudi odlična za
nasploh za prva srečevanja s slikanicami brez besedila. No, potem je tu ena, mimo katere enostavno ne morem. Zdi se mi ena najboljših slikanic nasploh, ki so šle v preteklem letu. Tu blizu živi deklica, Ide Mlakar Črnič in Petra Škerla. Ta pa spregovori o predsodkih, ki jih lahko gojijo že otroci, že najmlajši, do na videz drugačnih od njih samih. V tem primeru sta to dve prijateljici, ki sta polni predsodkov do svoje sošolke, ki nima svoje sobe, ki nima igrač, ki nima tako lepih oblekic kot oni dve in tako naprej. In ravno s tem svojim odnosom jo v bistvu napravita tako rekoč za nevidno. Zelo pretresljivo branje. Se mi zdi, da tudi starejšimi, celo z najstniki, se lahko pogovarjamo in ustavimo ob tej knjigi. In skratka, odlična knjiga tako za odpiranje oči kot duha. No, potem pa je tu slikanica o Levu Rogiju, ki je del serije slikanic s tem glavnim junakom, ki se ukvarjajo z življenjem oziroma popisujejo življenje s paraplegijo. To pa predstavljam zato, ker njen avtor, Igor Plohelj, popisuje svojo lastno izkušnjo in to počne zelo iskreno, zelo neposredno in zelo nazorno. Vse knjige imajo na koncu tudi nekaj fotomateriala, v tej je recimo zelo nazorno prikazan avtorjev vsakdan. Sicer ni tako vrhunska, kot so bile prej predstavljene, je pa simpatično izvedena in se mi zdi, da zelo dobro približa otrokom vsak dan gibalno oviranih oseb in da prispeva k detabuizaciji invalidnosti, da je torej po eni strani dragocena v tem, da otroke informira, po drugi pa v tem, da tiste, ki so nemara v podobnem položaju kot avtor sam, ves čas opogumlja in spodbuja, s tem, ko jim avtor s svojim primerom kaže, kaj vse se da, če se hoče. Takole, jaz sem predstavila seveda le peščico slikanic o problemskih temah in poskušala nakazati predvsem različno inovativne avtorske pristope k različnim problemom, predvsem pa bi rada še enkrat izpostavila, da so slikanice res odlično orodje za širjenje obzorja, za osveščanje in za eno tako povsem nevsiljivo, skoraj neopazno, ampak še kako pomembno vzgojo otrok, predvsem v empatične posameznike. Čisto za konec sem se pa odločila, da vam malo za hec, zato ker je za nami verjetno že bolj ali manj naporen delovnik, pokažem še eno knjigo, ki pa je čisto kontra vsem ravno predstavljenim. To je pa The Panda Problem, ameriška slikanica, ki pa še ni prevedena v slovenščino. Dogaja se pa v bistvu v dialogu med tole pando in med pripovedovalko. Za razliko od likov problemskih slikanic, tale panda nima nobenega problema, kar pa nenadoma postane velik problem. Pa se bomo zdaj samo čez začetek skupaj sprehodili, upam, da se bo kaj videlo. Skratka, tale panda živi v lepem bambusovem nasadu, ampak ima velik problem. Ampak panda reče, da ga nima. In potem pisateljica reče, kako prosim? In potem panda še enkrat zatrdi, ne, nobenega problema nimam. Veliko bambusa imam na razpolago, lep razgled, sončen dan je, a bi bilo sploh lahko še boljš. In potem pisateljica reče, to je zgodba, jaz sem pripovedovalka, ti si pa glavni lik. In potem panda reče, glavni lik, to se pa sliši pomembno. In pisateljica mu reče, sej tudi je, ampak zato pa rabiš problem. In panda se začudi, zakaj? Ja, da ga boš lahko rešil.
mu reče pisateljica. Tako pač gre to v zgodbah. In potem si poskuša domisliti kak problem za pando, vse živo si izmišljuje, ampak panda trdi, da nima nobenega problema. In potem je pisateljica že rahlo obupana in reče, pa kako naj povem to zgodbo, če nimaš nobenega problema. In potem panda takole ležerno se pozibava v viseči mreži in reče, ja ne vem, zgleda, da imaš ti problem, kolegica. Potem pa se nečesa domisli in reče, hej, mogoče si pa ti glavni lik in sem jaz tvoj problem. Ampak potem pisateljica reče, kaj neumnosti. Potem panda malo pomisli in reče, ja, saj imaš prav. Kako bi bil lahko en tak mali lušten panda, kot sem jaz, problem? Razen, in potem sledi kopica problemov, ampak mi se moramo žal pri tem razen ustaviti, ker mislim, da se je moj čas ravno iztekel. Tako da bi se vam samo še zahvalila za pozornost in vam zaželela, da bi bili čim večkrat tako kot tale panda, torej brez problemov. Hvala.